Nemoralno je to, da so ljudje všečkali profil Lars in Sven in hamburgerje in naslednji dan dobili servirano Stranko Demokrati. Mi tudi s prijatelji radi imamo burgerje, pa hodimo na burgerje, radi imamo celo iste burgerje, ampak ne volimo pa istih strank. Ki so sledili burgerjem, za nagrado pa dobili servirane malo politične propagande. Jaz z hamburgerji res ne šlivam. Vice, vaša slika, burger. A priznate to? Priznam kaj? Zakaj potem lažete? Priznam kaj? Cel ta pogovor. Sami ste zdaj priznali, da ste lagali. Priznam kaj? Tok minornih stvari, kakor so eni burgerji, kjer so ljudje všečkali burger in kasneje dobili serviranega vas. Jaz bom najprej rekel, da to, kar je ta vlada naredila za ukrepitev socialne države, ni naredila nobena vlada do sedaj. Od dolgotrajne oskrbe do pokojninskega sistema, na vse zadnje, v zadnjem času, aktualno povišanje minimalne plače. Moram najprej reči, da mi godi, da je kolega Žavbi naštel projekte, ki so projekti Levice, kot uspeh te vlade na socialnem področju. Očitno tudi podjetniki prepoznavajo, da je leva vlada najboljša za gospodarstvo. Minister Mesec je predelal 25.000 revežev na novo v svojemu mandatu. To je za eno Velenje ali pa za eno Novo mesto folka, ki ne more preživeti od svojega dela. Ja, med njimi so tudi revni zaposleni. In namesto, da bi jim pomagal, on počne kaj? Snema neke videote, v katerih se skriva za sončnimi špegli. Ja, jaz bi se tudi skrival pred ljudmi in jim ne bi upal pogledati v oči, potem, ko sem jih pustil na cedilu. Največji ima 466 prekrškov, 50 največji pa 131 prekrškov. Tako da to je profil ljudi, o katerih danes govorimo. Jaz mislim, da država ne sme dovoliti tega, da ljudje, ki prejemajo denarno socialno pomoč, ne pokažejo nobene hvaležnosti tej državi, ampak ravnajo v nasprotju z njeni pravili, se ji posmehujejo. Ali so res ti prekrškarji največji problem države? Zakaj ste se tako odločno lotili ravno teh prekrškarjev? Niso največji problem te države, so samo eden izmed problemov te države in prav je, da se lotevamo reševanja vseh problemov v tej državi. To ne more biti izgovor. Če enega problema država ni rešila, da potem še drugega ne bo. Ta zakon, ki ga jaz ne maram imenovati Čutarjev, ker se mi zdi do tragično preminulega žaljiv, ga rajši imenujem Golob Janšev zakon. Mislim, zakonodajalec, če sprejme zakon nalogo, je treba izvajati. Ja, lahko, prosim. Veste kaj, sprejmete zakon in sprejmete zakon tak, da se ga bo lahko in dalo izvajati. Prosim. Mislim, jaz ne vem, samo to bi želela. A ste vi zakonodajalec? Ne, sam na način, a veste, zdaj smo... To je pa predvsem avtoritarno stališče, moram reči. Ta družba je zelo heterogena in ljudje imajo neka strokovna mnenja, ki jih najbrž tudi lahko podajo, ali boste to odrekli. Lahko podajo, ampak ko pa imaš državni organ, ki vam odločili se bomo med politiko, ki gradi, in politiko, ki ruši. Zdaj, v tej slednji ne bi kaj veliko govoril, ker jo lahko vsak dan spremljate od Bele hiše do Trstenjakove. Ustanovili bomo urad za deportacije z enim zaposlenim, 2 pomočnikoma, 2 avtobusoma in pa 20 policijskimi specialci in vsi, ki so v tej državi ilegalno prestopili prag naših meja, bodo pač morali oditi nazaj v skladu z uredbami, ki jih imamo. Bistvene stvari, zaradi katerih smo kolesarili tudi jaz, seveda teh danes ni, ti se jih ni treba bati. Treba se pa bati, da se vrnejo. In to je, ampak to ne more biti dovolj močna mobilizacijska parola, da ne bo ljudi pripeljala na volišča. Socialni demokrati ne bomo šli v vlado Janeza Janše. Prišla sem na povabilo Matjaža Hana, tokrat ne kandidiram na Trnovem, ampak v Murglah, tako da upam, da bo kakšno znano politično ime obkrožilo moje ime na teh volitvah. Če je gospod Logar ocenil, da pod stranko SDS ne more razviti, zdaj tako rekel, lepo se mi svojega talenta in šel na svoje, hvala Bogu. Če pa je to, bom rekel, sam zato, da po 23. sestavi Janez Janša vlado, bo pač sestavil Janez Janša vlado. Rečem, v dolini, kjer odkudar prihaja gospod Žan Mahnič, sem bila, čeprav z varnostniki, izjemno lepo sprejeta, tako da očitno še niste
zastrupili vsega tam, ne, kolega Mahnič. Tako da sem prav zadovoljna, no, postopkovnega predloga. Smo zelo gostoljubni, dobrodošla še kdaj. Ja, no, hvala lepa, se vas ni zraven, tako da takrat ljudje povedo resnico. Odmeva pa tudi Pečečnikovo sicer zasebno dopisovanje z novinarko Financ Petro Soldat, ki je v torek zvečer prejela takšno sporočilo. Kje si ti, Mačka, imaš naslovnico zame, da pohvalim Goloba? Se vam zdi to primerna komunikacija? Jaz s Mačko Petro na isti način komuniciram že leta, ne gre za nespoštljivo. V imenu zaščite integritete postopka, resnice in razkritja vseh morebitnih malverzacij nekaterih političnih strank iz prejšnjega mandata sem se zato zavestno in odgovorno odločila, da se odpovem medijskim nastopom ter do sprejetja končnega poročila preiskovalne komisije dela komisije za medije ne bom več komentirala. Tamara Vonta je danes pokazala, da je navadna strahopetka, da upa nastopati samo v državnem zboru in pa v medijih, kjer lahko kontrolira odgovore in kjer lahko samo ona govori, ne dobiva pa nobenih vprašanj. Tamara Vonta preiskuje tisto in prikraja svojo resnico tako, kot njej paše. Jaz sem trdno prepričan, če bi glavni tajnik stranke kupil kolo, bi Tamara svojo preiskovalno komisijo ugotovila, da je to kolo kupilo Ministrstvo za infrastrukturo. Tako ali drugače. Bomo skupaj, ker bomo imeli zagotovo dovolj glasov, ustanovili preiskovalno komisijo, ki bo do gad slekla Tamara Vonta, Roberta Goloba, Vesno Vuković, Petra Gruma, direktorja Fursa. Se niste tudi vi, gospod Mahnič, sprehajal z varnostniki po Ljubljani v prejšnjem mandatu? Niste se? Ja, no pa. Ker sem imela v spominu, da ste se tudi za svojo varnost takrat bali, no. Dobro, no, ne razburjajte se preveč, no. Dobro. Oziroma spoštovani predsednik vlade, izvolite. Gospod Poglajen, ne razburjajte se, je vse v redu. Zakaj Tamara Vonta ni? Ker je živčna, ker išče, v katerem okraju bo kandidirala, ker v Krškem jo doma ne bo nihče več volil. Hvala, to je zdaj že druga tema. Mislim, da ste vi klic, ker to, kar ste vi obsodili ljudi že na te oddaji v zadnjih letih, pa ne z časa te vlade, prejšnje vlade, pa vseh prejšnjih vlad, kot ste že tle tožili, jim sodili in jih obsodili, potem pa na sodiščih ni bilo nič dokazano ali pa velika večina ni bila dokazana, torej pač vi nimate očitno zaupanja v pravno državo, vsak od tistega, ki ima 490, tistega, ki ima milijone, ima pa pravno varstvo. Gospod Žavbi, govorimo o tem, da so zastarali nekateri dolgovi nekomu, o številkah govorim, ne o kakšnih drugih zadevah, o pravnomočnih obtožnicah tudi govorim, ne? Po vaši interpretaciji, pač vi tukaj nekaj poveste in tudi če čez en dan to ne drži, se nikoli ne upravičite, ampak tisto, kar ste vi povedali, pa dejstvo, ne? Ne vem, o čem govorite, gospod Žavbi. Sem še to bi rekla, da ne vem, zakaj bi se upravičevala, če citiram pravnomočne obtožnice in pa ovadbe, to so dokumenti tožilstva, dokumenti policije in pa številke, ne, ki so tukaj na... Obtožnica pa ni obsodba, sploh ne pravnomočna. Ne vem, zakaj bi se upravičevala, ko citiram dokumente tožilstva, ne? Ja, ampak to še ni dejstvo. Zakaj bi se upravičevala, če citiram dokumente tožilstva? Mislim, koga ste že vse v tej obdaji obsodili, levi, desni, rdeči, plavi, vse ste obsodili. Hvala lepa, gospod Žavbi. Ne bom pa predlagal razprave, ker itak na naslednji redni seji Robert Golob ne bo več predsednik vlade.